Lepo pozdravljeni. Leto 2023 je bilo daleč najbolj vroče leto tako v Sloveniji kot na Zemlji, odkar izvajamo meritve. Vroče je bilo nad kopnem, pa tudi v oceanih in morjih. Zadnjih 10 let je najbolj vročih 10 let od začetka merjenja temperature. Maj je bil najtoplejši maj globalno in 12. zaporedni najtoplejši mesec. To pomeni, da bo leto 2024 verjetno spet najtoplejše do zdaj. Povprečna temperatura zadnjih 10 let na Zemlji je za 1,2 stopinje Celzija višja od povprečne temperature pred industrijsko dobo. Sliši se malo, ampak kaj pravzaprav to pomeni? Boštjan Melinc, lepo pozdravljeni. Dober dan. Kaj torej pomeni podatek, da se je globalna povprečna temperatura povečala za 1,2 stopinje Celzija? To pomeni, da je bilo povprečje temperatur v zadnjem desetletju, se pravi med letoma 2014 pa 2023, za 1,2 stopinje Celzija više od 50-letnega povprečja iz predindustrijske dobe. To je obdobje, ki ga definiramo med letoma 1850 in 1900. Kako pa pravzaprav pridemo do te številke? Do te številke pridemo tako, da povprečimo množico mesečnih povprečij kopenskih meritev temperature zraka in ladijskih meritev temperature površine morja. Zdaj sem govoril seveda o globalnem povprečju temperature, lokalno segrevanje pa je zelo raznoliko. In prav to sem vas pravzaprav želela vprašati. Živimo v Sloveniji, pa bi recimo lahko pogledali podatke za Ljubljano. Podatke imamo javno dostopne od leta 1948 naprej. Kaj kažejo od takrat pa vse do danes? Ja, ti podatki za Ljubljano kažejo postopno ogrevanje Ljubljane. Dejansko za skoraj vsak dan v letu se je povprečna temperatura že dvignila, namreč v prvih 30 letih merjenj, se pravi do leta 1977, smo zabeležili samo 10 dni, v katerih se je najvišja dnevna temperatura dvignila nad 35 stopinj Celzija, medtem ko je bilo v zadnjih 30 letih, se pravi od leta 1995 naprej, takih dni kar 67. Seveda, Ljubljana je v tem času tudi nekoliko zrasla, zato poleg vpliva globalnega segrevanja, vpliva na temperaturo v Ljubljani tudi dodaten, še nekoliko povečan vpliv toplotnega otoka. Pa vendar lahko zdaj pogledava še tudi malo širše na Slovenijo. Ja, dejansko na katerokoli točko v Sloveniji pogledava je zgodba praktično enaka. Čisto povsod imamo jasen trend dvigovanja temperature, jasen trend, da imamo segrevanje. In to ne glede na to, ali gre v mesta, kjer bi lahko še sumili na ta vpliv toplotnega otoka, ali podeželje, kjer je ta vpliv zagotovo zanemarljiv. In če zdaj greva pravzaprav kar na cel svet. Govorila sva o vremenu, se pravi, to je trenutno stanje ozračja. Klima pa je pravzaprav statistika vremena v daljšem časovnem obdobju. Kako se pravzaprav zdaj to podnebje spreminja? Podnebje na celem svetu. Dejansko je odvisno od območja do območja. Kopenska območja do sedaj segrevajo precej hitreje kot morska. Dejansko se kopno v povprečju segreva dvakrat hitreje kot Zemlja kot celota. Spravi, če so prej rekla, da je dosedanji dvig temperature za celo Zemljo bil 1,2 stopinje Celzija, to za kopno pomeni približno 2,5 stopinje Celzija. In kako se zdaj to pravzaprav vidi v praksi? Ja, 2,5 stopinji, tako čez palec pomenita recimo premik temperaturnih pasov v navpični smeri za okrog 400 metrov nadmorske višine. To recimo vidimo potem, da se dviguje snežna meja, talijo se gorski ledeniki, tudi gozdna meja se je marsikje že dvignila in tako naprej. Poleg premika teh temperaturnih pasov navzgor, pa imamo tudi njihov premik od ekvatorja proti poloma. Se pravi, če si zamislimo nek temperaturni pas, ki je bil na začetku predindustrijske dobe na območju Severne Afrike, se je ta do danes že premaknil na območje Južne Grčije, pa recimo Sicilije, in do konca stoletja se bo zelo verjetno premaknil celo v bližino slovenske obale. Pa lahko zdaj pogledava še pravzaprav padavine. Kako višja temperatura, povprečna temperatura vpliva na padavine? Z vsako dodatno stopinjo Celzija lahko zrak vsebuje do 7% več vodne pare. Poleg tega, ker ima zrak višjo temperaturo, imamo tudi višjo temperaturo tal in višjo temperaturo morja.
In višja temperatura tal in morja pomeni hitrejše izhlapevanje iz teh dveh virov. Ko to dvoje združimo, dobimo pogostejše epizode, kjer ima zrak v sebi dejansko več vodne pare. In to je pravzaprav tudi eden izmed vzrokov za vedno pogostejše ekstremne vremenske dogodke. Ja, če ima zrak v sebi več vode, lahko več vode naenkrat tudi izloči. In zato se pri nas povečuje verjetnost za nastanek nevriht z intenzivnimi nalivi in debelo točo. In dejansko trendi v zadnjih desetletjih to tudi potrjujejo. Višja temperatura pa vpliva tudi na kmetijske rastline, ki so izpostavljene vse bolj ekstremnim vremenskim razmeram. Ob oblačnem vremenu in približno 17 stopinjah Celzija merilnik fotosinteze na krompirju pokaže, da je fotosinteza zmanjšana. A ne le ob oblačnem vremenu in nižji temperaturi, zmanjša se tudi ob visoki. Najustreznejša temperatura za fotosintezo je od 20 do 25 stopinj Celzija. Če pa seveda presežejo te temperature tudi 33-35 stopinj Celzija, pa se fotosinteza močno zmanjša, kar pa seveda pomeni zmanjšano tvorbo ogljikovih hidratov, hrano za plodove, za rast poganjkov in seveda tudi za rast koreninskega sistema. Ob zmanjšani fotosintezi se zaprejo listne reže, da se rastlina obvaruje pred prevelikim izhlapevanjem, zato se prekine transpiracijski tok, torej tok vode od korenin do listov. In če tega transpiracijskega toka ni, tudi nimamo sprejema vode in v vodi raztopljenih hranilnih snovi v rastlino. Takole lahko rečemo, včasih laično mislimo, ja, je suša, bomo zalili, rastlina bo dobila dovolj vode in bomo vse rešili, pa temu ni tako, ravno zaradi previsokih temperatur, zaprtih listnih rež in prekinjenega transpiracijskega toka so rastline lahko dobesedno v vodi, lahko jih celo utopimo v vodi, pa bodo trpele sušo. Pri temperaturi zraka višji od 33 stopinj Celzija in nizki relativni zračni vlagi pa pride do ožigov listov in plodov. Pri plodovih pa seveda nam na plod sijejo sončni žarki in tam imamo temperaturo ploda mnogo višje, kot pa je temperatura zraka. Razlika je lahko 13 stopinj Celzija. In do rjavih ožigov, to se pravi tisto, kar vidimo na plodu kot rjavo barvo, seveda prihaja takrat, ko je temperatura ploda tam nekje 46 do 49 stopinj Celzija, kar pomeni, če gledamo zdaj temperaturo zraka, je to nad 33 stopinj Celzija. Kratkotrajna suša pa je za nekatere rastline, denimo sadno dreve, lahko celo dobrodošla, saj drevesa prej naredijo cvetne nastavke za prihodnje leto. Če se nam to zgodi, konec julija, za kakšen teden, ne bo problemov, če pa je suša dolgotrajnejša, pa seveda potem imamo lahko probleme, kajti rastlina vzame tisto daljšo sušo kot mirovanje in po mirovanju ponavadi rastlina spomladi, pa sadna rastlina vzbrsti, zacveti in zato imamo potem lahko septembra ali oktobra tudi cvetove na drevesih, kar pa seveda si ne želimo, kajti tisti brst, ki je že v jeseni odgnal, spomladi ga ni več. Podnebne spremembe na eni strani prinašajo uničujoče suše, na drugi pa preveč padavin, ki so prav tako lahko usodne za rastline. Za poplave so še posebej občutljive češnje, breskve in slive. Če pa ta delež kisika v tleh pade po 2%, pa pride do odmrtja koreninskega sistema. Seveda te stvari ne vidimo od danes do jutri, dovolj je že 24 ur stoječe vode v nasadu, recimo breskve, pa ne bomo potem čez leto že žal videli že posledice tega ali pa potem v naslednjem letu. Obdobje mirovanja rastlin traja od jeseni do spomladi in takrat, ko rastline nabirajo nove moči, morajo določen čas preživeti pod 7 stopinjami Celzija. Tako denimo jablane, odvisno od sorte, potrebujejo od 200 do 2000 ur pri temperaturi nižji od 7 stopinj, marelice nekoliko manj, od 250 do 900 ur. Za zdaj v Sloveniji s tem kljub globalnemu segrevanju še nimamo težav. Države, ki so bližje ekvatorju, pa se že morajo prilagajati spremenjenim razmeram in sadijo take sorte, ki tako nizkih temperatur ne potrebujejo. Podoben vpliv ima višja temperatura tudi na gozd, ki pokriva približno 60% Slovenije in približno 30% kopnega na zemlji.
Kaj pa pomeni višja povprečna temperatura za oceane? Lani je temperatura na gladini morja podirala rekorde, saj je bila ponekod za kar od 5 do 6 stopinj Celzija višja od običajne. Na Floridi so izmerili 37 stopinj Celzija v morju. Pri nas pa so izmerili rekord na morskem dnu 24,6 stopinje Celzija. Dr. Matjaž Ličar, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Zdaj, preden pogledamo, kako se pravzaprav naša morja in naši oceani spreminjajo, me zanima, kako pravzaprav potekajo trenutno morski tokovi. Morski tokovi na planetu Zemlja imajo to lastnost, da se spreminjajo na zelo, zelo dolgih časovnih skalah. Zato lahko v njih opazimo neke določene vzorce. Tečejo recimo od ekvatorialnih predelov, tipično ob obalah proti severu, in na ta način transportirajo maso in toploto iz ekvatorialnih predelov v zmerne širine in potem tudi subpolarni ocean. Recimo v Atlantiku vsi poznamo zalivski tok, vemo, da se začne nekje v Mehiškem zalivu, potem teče ob obali Floride in ob vzhodni obali ZDA in se potem odlepi nekako na vzhod in proti jugu potuje ob recimo portugalski in afriški obali. Obstaja pa seveda tudi nek drug stržen, atlantska meridionalna cirkulacija, ki je odgovorna za transport toplote v severnem Atlantiku, ki ravno tako poteka po podobni trajektoriji od ekvatorja proti subpolarnemu Atlantiku, tam potone in potem potuje navzdol po morskem dnu. Zdaj, kaj pravzaprav poganja te morske tokove? Morske tokove pretežno, skratka na tej veliki skali, na planetarni skali morske tokove poganja sončevo sevanje, ki segreva ocean v tropskih predelih in na ta način vpliva na gostoto, in tudi s sončnim sevanjem povezani vetrovi, skratka planetarni vzorci sončevega sevanja in planetarnih vetrov. Kako pa pravzaprav na to še dodatno vpliva višja temperatura ozračja? Ja, poleg vetra in vrtenja Zemlje na oceanske tokove vpliva seveda tudi gostota. Gosta voda recimo potone, lažja voda se dviga na površino in tako razlike v gostoti tudi poganjajo morske tokove. Ker je pa gostota morja odvisna od temperature in od slanosti, je seveda temperatura eden od glavnih dejavnikov pri poganjanju morskih tokov. Ja, in zato, da si bomo jasneje predstavljali, kaj se dogaja v morjih in v oceanih, je z nami Nejc, ki nam bo to pokazal. Pozdravljen. Živijo, Renata, ja, tako je. Z eksperimentom si bova pogledala, kako lahko na gostoto vode vpliva slanost in pa temperatura. V prvi posodi bova imela toplo vodo, nekje pri sobni temperaturi 20 stopinj Celzija. In če na njo nakapam tako hladno vodo pri 4 stopinjah Celzija, sladko vodo, bova lahko opazila, da bo ta voda potonila na dno posode. Torej, sladka voda je najbolj gosta, nekje pri 4 stopinjah Celzija. Če pa pogledava še drugo posodo, v tej posodi pa imava slano vodo, se pravi morsko vodo, tako, tudi pri 20 stopinjah Celzija. In če tokrat nakapam mrzlo sladko vodo, bova lahko opazila, da ta voda ne potone več na dno posode, ampak ostane na površju. Zanimivo je pravzaprav tudi to, da se pravzaprav ne meša z drugo vodo. Kaj je pravzaprav glavni vzrok za to? Različna gostota v teh vodah bo en glavnih razlogov, da se ne meša. Nejc, hvala za ta prikaz. Je to, kar smo videli, se dogaja na obalah Grenlandije. Leta 2024 je bila minimalna površina lednega pokrova na Grenlandiji. Pravzaprav so bili 3 minimumi v zadnjih 3 letih. Dr. Ličar, kakšne pa so pravzaprav posledice tega dogajanja? Posledice tega dogajanja na Grenlandiji so predvsem to, da v bližini Grenlandije dobivamo povečane količine vnosa sladke vode v subpolarni Atlantik. In Nejčev poskus nam je zdaj zelo lepo pokazal, na kakšen način lahko spremenljiva gostota vpliva na to, kakšno je mešanje med površinsko in med globinsko vodo. Prej smo omenjali atlantsko meridionalno cirkulacijo. Atlantska meridionalna cirkulacija, kot rečeno, prinaša toplo vodo v subpolarni Atlantik, ki se tam blizu Grenlandije ohladi, potone na dno in potem hladna potuje nazaj dol. Ko pa vstopa ta dodatna sladkovodna vodna masa iz grenlandskih ledenikov v tisto področje oceanov, je pa to mešanje oslabljeno. In seveda to prinaša številna vprašanja, kaj recimo pomeni slabljenje atlantske meridionalne cirkulacije za
Evropo in konkretno tudi za cel svet. Zdaj, atlantska meridionalna cirkulacija ima pravzaprav dva režima. Kakšna sta? Ja, to, da ima atlantska meridionalna cirkulacija dva režima, vemo že približno 60 let, ko je ameriški oceanograf Henry Stommel izpeljal te enačbe in pokazal je, da lahko atlantska meridionalna cirkulacija kolapsira. Skratka, da ta transport, ki ga trenutno imamo iz ekvatorialnih predelov proti subpolarnemu Atlantiku, da ni samoumeven, ampak da lahko tudi izgine. In če ta transport izgine, pomeni, da izgine tudi transport toplote proti Evropi. In posledice recimo tega prehoda bi bila recimo zelo močna ohladitev nad Evropo. Zakaj pa so pravzaprav dogodki, ti ekstremni dogodki ali pa spremembe v našem morju, lahko rečem, nekoliko intenzivnejše kot drugje? Kar se tiče sredozemskega bazena, pa potem seveda kot del tega jadranskega bazena in seveda še najbolj severnega Jadrana, je razlog v intenzivnosti teh sprememb preprosto v tem, da so vsi te bazeni obkroženi s kopnim in da so sorazmerno plitki. Recimo Sredozemlje pride nekje do 4000 metrov, v primerjavi z globalnimi oceani je to nekje povprečna globina globalnih oceanov. Severni Jadran je pa celo recimo 50 do 100 metrov globok. Skratka, to so z zemljo, s kopnim obkrožene vodne mase, ki so sorazmerno plitke in se zato zelo močno odzivajo na vse zunanje spremembe. Pa še ena posledica je pravzaprav te više temperature. Talijo se ledeniki, obenem pa se pravzaprav morja zaradi više temperature tudi nekoliko širijo. Zdaj, kakšna so predvidevanja, za koliko se lahko dvigne gladina morja v kakšnem času? Gladina morja se seveda dviguje zaradi dveh glavnih mehanizmov. Eno je taljenje ledenikov, drugo je pa termično razpenjanje vodnega stolpca. V recimo zadnjih 100 letih lahko nekako čez palec rečemo, da je bilo 2/3 dviga gladine na račun taljenja ledenikov, 30% pa na račun termične ekspanzije. V naslednjih 100 letih pa lahko pričakujemo, da bosta oba ta prispevka rastla, se bo pa razmerje med njima spremenilo. Skratka, termična ekspanzija bo postala nekoliko bolj pomembna. Kar se pa tiče samega dviga morske gladine, si pa to verjetno zasluži celo novo oddajo, ker so razponi scenarijev dviga zelo visoki. Od recimo 1 metra pa tudi do 2 metrov. Skratka, odvisno od tega, kaj upoštevamo v naših projekcijah. Ampak kakorkoli, velik del tega signala je seveda na račun termičnega razpenjanja. Doktor Matjaž Ličer, najlepša hvala za vse te odgovore in se vidimo v še eni oddaji. Ja, najlepša hvala. Dvig temperature morja ima pomembne učinke tudi na mikroorganizme v morju, ki so ključni za morske ekosisteme. Fitoplankton, bakterije, arheje, virusi in drugi mikroorganizmi zajemajo približno 70% vse biomase, shranjene v svetovnih morjih in oceanih, ter imajo vodilno vlogo v kroženju organske snovi v morju. Fitoplankton s fotosintezo pretvarja sončno energijo v kemijsko, proizvaja organske snovi iz anorganskih in sprošča kisik. Mikroorganizmi so ključni tudi za vlogo oceana kot ponora ogljika, saj zajemajo ogljikov dioksid iz atmosfere in ga pretvarjajo v organske spojine. Te lahko potonejo v globoke oceanske plasti, tam pa se ogljik skladišči za dolga obdobja. Ta organska snov, te kompleksne spojine, so pravzaprav ekskluzivno dostopne bakterijam in arhejam, ki jih potem z remineralizacijo v bistvu spremenijo nazaj v osnovne gradnike in jih na ta način v bistvu vračajo v prehranjevalno verigo v oceanih. Predvidevajo, da dvig temperature v morju, ki vpliva na povečano razslojenost oceanov, onemogoča mešanje hranil v oceanih. Naprimer, procesa, v katerem hranila iz globin oceanov prihajajo na površje in predstavljajo hrano za ta rastlinski plankton. In na ta način bi potem v bistvu segrevanje morja lahko po nekaterih napovedih vplivalo na zmanjševanje te rastlinske oziroma primarne produkcije, kar pa seveda potem tudi pomeni, da te mikroorganizmi vežejo manj v bistvu CO2 iz atmosfere in ga na tak način umikajo, skladiščijo v oceanih. Na delovanje in sestavo skupnosti bakterij in arhej v morju pa lahko vplivajo različni dejavniki, kot so na primer temperatura, slanost, dostopnost hranil, prisotnost različnih višjih organizmov in tudi virusov. Tako recimo napovedujemo za obalna morja, da naj bi dvig temperature v bistvu nekako omogočil bolj uspešno rast nekaterim potencialnim patogenom. To so lahko patogeni mikroorganizmi, ki so v te sisteme vnešeni, naprimer z rekami ali pa z različnimi drugimi človeškimi aktivnostmi, ali pa takšni, ki pravzaprav v teh sistemih tako ali tako živijo.
Številni mikroorganizmi živijo v simbiozi z drugimi morskimi organizmi. Korale denimo gostijo fotosintetske alge, ki preskrbujejo korale s hranili pridobljenimi s fotosintezo. V zameno korale algam zagotavljajo zaščito in dostop do svetlobe. Pride do tega, da se poskuša soočati s temi višjimi temperaturami do neke mere, potem pa začnejo te popravljalni ali pa mehanizmi prilagajanja odpovedovati in posledično izvrže svoje endosimbionte, to se pravi mikroalge, iz telesa in potem se njihovo telo obarva belo oziroma izgubi obarvanost, ki jo drugače dajo alge. Ne? Ta proces je sicer reverzibilen, to se pravi, lahko nazaj privzame te alge in živi naprej. Če pa ta temperaturni stres traja predolgo, potem pa v bistvu sama korala oziroma polipi in potem tudi same kolonije poginejo. Ne? Povišane temperature povzroči, da se v morju raztopi manj ogljikovega dioksida, kar vodi do zakisanosti oceanov. To negativno vpliva na organizme, ki tvorijo lupine iz kalcijevega karbonata, kot so školjke, polži in korale. Druge skupine organizmov pa lahko pred stresom bežijo. Ne? Recimo tak primer so ribe, ki plavajo in v bistvu potem začnejo širiti svoj areal ali ga pa premikati, ne, svoje življenjsko območje. Temu procesu pravimo tropikalizacija in na tak način so tudi določene vrste rib, ki so bile v preteklosti bolj umaknjene v južnih vodah Jadrana, prišle tudi v naše morje, v Tržaški zaliv. Recimo ena prvih takih vrst, o kateri se je poročalo, je bil recimo knez, vrsta, ki je danes vse prisotna v Slovenskem morju. Višja temperatura lahko povzroči spremembe v sestavi vrst in zgradbi ekosistemov, kar vpliva na celotno dinamiko morskih habitatov. Nekatere vrste lahko postanejo prevladujoče, pri drugih pa se populacija lahko zmanjša ali celo izgine. In zato, da imamo vse te podatke, imamo po vsem svetu res številne merilne postaje. Imamo postaje na tleh, morske boje, vsa letala in ladje merijo temperaturo, smer in hitrost vetra, imamo tudi radiosonde in satelite. Zdaj, kako zelo razvejan je pravzaprav ta merilna mreža? Sliši se zelo. Ja, običajno, ko govorimo o meteoroloških meritvah, res najprej pomislimo na te postaje pri tleh in na te morske boje, in teh je res ogromno in so posejani pokrog celega sveta. Potem pa imamo še čisto drugačne merilne sisteme, recimo komercialna letala med svojim letom sporočajo temperaturo in veter na višini, na katerih letijo. In tudi ladje, denimo, merijo temperaturo gladine morja. Skratka, teh meritev imamo res ogromno, vsak dan beležimo na milijone teh meritev iz zelo raznolikih sistemov. Zdaj, kako daleč v preteklost pa pravzaprav te meritve sežejo? Vem, da različno daleč. Nekaj teh kopenskih postaj so postavili že v 17. stoletju. V Ljubljani, denimo, vemo za postajo, ki je bila postavljena leta 1818. Potem prve vremenske balone so začeli spuščati v zrak konec 19. stoletja. Satelitske meritve pa imamo na voljo nekje od 60 let prejšnjega stoletja. Ampak veliko dlje pa pravzaprav lahko gremo z paleoklimatskimi meritvami. Kaj so to, kako jih izvajajo in kako daleč nazaj lahko gremo z njimi? Primer takšnih meritev so denimo vzorci ledu iz navpičnih vrtin na Antarktiki. In iz teh vzorcev lahko na podlagi razmerja različnih izotopov kisika določijo globalno povprečno temperaturo do 800 tisoč let nazaj. V Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi delajo reanalize vremena za nazaj. Zdaj ustavijo pretekle meritve in z modeli za napovedovanje vremena, ki jih za napovedovanje vremena pravzaprav uporabljamo danes, izračunajo, kakšno je bilo vreme v preteklosti. In tudi oni imajo ogromno podatkov. Z modeli za napovedovanje vremena so izračunali vreme, rekonstruirali, pravzaprav je bolj točna beseda, vreme za vsako uro za točke na Zemlji, ki so 25 km narazen in na 137 višinskih nivojih atmosfere, vse do roba vesolja. Zdaj, to je res ogromno podatkov, zelo natančne podatke. Zakaj jih pravzaprav potrebujemo? Kaj več nam povedo? Reanalize potrebujemo zato, ker samo na podlagi meritev ne moremo priti do sklepa o vremenu okrog celega sveta. To je zato, ker so te meritve, te opazovalne postaje posejane dokaj neenakomerno, običajno jih imamo več nad kopnim kot nad oceani. In na območjih, kjer je teh meritev relativno malo, se zato pri ocenjevanju vremena za nazaj
osredotočamo predvsem na reanalize. Pa tudi tam, kjer imamo meritev veliko, ker jih imamo v izobilju, si še vedno z reanalizami lahko zmanjšamo negotovost teh ocen za vreme. Zdaj, slišali smo, da imamo ogromno podatkov, imamo reanalize. Pa smo zdaj torej res lahko prepričani, da se naše podnebje spreminja. Imamo dovolj dokazov. Tako je, smo prepričani, da se spreminja, vemo, da se segreva in ne le to. Vemo tudi, da se vsaj v zadnjih 800 tisoč letih planet ni segreval tako hitro, kot se zdaj. Boštjan Melinc, najlepša hvala za pogovor. Z veseljem. Kaj lahko rečemo ob koncu oddaje? Podnebne spremembe so tu in prav tako njihove posledice. Raziskovalci pravijo, da jih je mogoče ustaviti z različnimi ukrepi. Kdaj bomo te ukrepe začeli izvajati? Hvala, ker ste nas spremljali. Naša oddaja se čez poletje poslavlja. Želimo vam ne preveč vroče počitnice in vas vabim, da se nam septembra spet pridružite. Nasvidenje.